Okay. Emma, I want you to tell us about youth group Ema, povej nam o mladinski skupini during the quarantine. med karanteno. A kako poteka? Pač zdaj imamo mladinsko skupino prek Zooma. Ja, super je. Mladinska skupina je 2-krat na teden, sobota in ponedeljek. Potem v torek ob 8 se dobimo na preučevanju Svetega pisma, začnemo s slavljenjem. Ok, imam naslov Poskrb za močne temelje, preden pride naslednja kriza. Okay? Bog hoče, da imaš zdaj močne temelje. Ker problem je, če te nekaj preseneti in pol nisi pripravljen, odreagiraš narobe in se moraš izgrajevati, pa še sred krize si. Ti moraš imeti močne temelje, preden pride kriza. Prva točka, nič nas ne sme presenetiti. Ne, če si že toliko star, jaz, ko sem bil mulc, smo imeli NNP vaje, ko je alarm, smo vsi mogli laufati v zaklonišče. Kar sred razreda nas je presenetil in pa vsi gor, svinčnike dol vršt, kjer je že protokol, kje je izhod in pa smo tekli. In pa smo mogli na šolsko dvorišče, tam so imeli pa ranjenca lutko, ki so jo v rešilca dajali kao, kako bi bilo, če bi neka naravna nesreča ali pa okupator kakšen, ali pa karkoli, kakšen virus nas napadel ali karkoli. In smo mogli ful, jugoslovanska oblast nas se prisila, da smo se ful trenirali, kako delovati v času, če bi slučajno prišla naravna katastrofa ali pa vojna ali pa kaj takega. 1. Timotej 4:8. Zakaj telesna vaja je malo koristna, pobožnost pa je za vse koristna, ker ima obljubo življenja sedanjega in prihodnega. Se pravi, če se ti gradiš v svojem duhovnem življenju, boš imel močen temelj. Kako se izgrajuješ? Pismo Juda 20. Izgrajujte se presveti, ljubljeni. Kako? Tako da molite v duhu. Se pravi, mol v jezikih. Izgrajuj svoj duhovni življenje. Daj Boga na prvo mesto. Jaz se vedno vprašam, a ima stol štir noge, če ima stol, na katerem sedim. Ena noga je molitev, druga je Božja beseda. Tretja noga je srečanja vernih, se pravi v cerkvu. In četrta noga mi je pričevanje. Se pravi, a imam odnos z Bogom v molitvi? A sem zjutraj, ko sem se zbudil, a sem dal njega na prvo mesto? Recimo, Niles Carroll je en človek, ki je star okoli, ne vem koliko, med 50 pa 60 let, je izgubil ful dobro službo zaradi korone. Ful dobro službo in naj je ful zaskrbljen klicu. In sem mu rekla, ni skrbi, zate ni skrbi, ko si Božji otrok. Tebi je vse mogoče. Amen? Verjamemo za boljšo službo. A si lahko to predstavljaš? Ker če nisi v Božji besedi, nikoli ne boš to rekel. Ker si ti poln Božje besede rečeš, vse ti je mogoče. Samo veruj. To je najboljši čas za tvoje življenje. Amen? Se pravi, to je glih kontra vsem medijem. Ti govoriš, to je the best čas. Vsi govorijo, težki časi so klema. Ti govori narobe. Govori narobe v primerjavi s tem svetom. Zakaj? Govori, ker je prav v Božji besedi. In Božja beseda pravi, da si ti več kot zmagovalec. Haleluja. Amen? V Božji besedi, ko je kriza, lahko ti še bolj uspevaš. Haleluja. Amen? Zakaj? Ker izstopaš zaradi odnosa z Bogom. Haleluja. Imam en video, kako smo imeli besedo za 2020, si dajmo pogledati. Samo 1 minuta. 3 stvari mi je Bog pokazal za to leto, ko je kriza, pa ljudje razmišljajo o življenju. Ker gre vse, nažalost smo taki, tako. Tudi v krščanstvu, ful si na ognju za Boga, ker rabaš Boga, tako. Ker ti more govoriti, če ga ne slišal, ne boš preživel, rabaš en denar, rabaš modrost ali nekaj, se more zgoditi, ko ti gre pa vse v redu, si pa malo balen, malo postaneš letargičen, malo ti vse en, tako Jezus, tako, pač, če bo deloval, bo, če ne, se moš pa tudi ti čist dober, tako. In isto je v svetu, večja, kaj je kriza, več ljudi bo prišlo k Jezusu. To je normalno v cerkvi. Hvala Bogu, haleluja. Jaz nisem vesel, da ljudje trpijo in nikoli ne bom, ker Bog ni vesel, ampak sem vesel, da je to dobra priložnost, da mi lahko služimo Božji mir, ki ga imamo mi, tako. To varnost, sigurnost, ki imamo z Bogom, bo šla čez nas naprej. Drugič, kar mi pokazuje, da se pravi širitev, ampak
Ogenj svetega duha sem videl. Ok, in tretja stvar, zadnja stvar, ki mi je govoril, je bilo pa za nov let, kar direkt na sred slovljenja, da odpiram vrata. Ful. Kako v krizi se ljudje obrnejo na Boga, kako nam je Bog govoril, da je to čas, ko bo njegov ogenj prišel, ful, svetega duha, in čas odprtih vrat, ne vem, če se spomnite. In se pravi, jaz verjamem, da večja kaj kriza, večja so odprta vrata. Amen? Zakaj? Ker se vse strese. In kaj se je zgodilo s tem človekom, ko sem mu rekel, da je to čas, da dobi boljšo službo? Ja, predvčerajšnjo me je klical, se mi ful zahvalil, da ima boljšo službo. On je mislil, da bo to pol enkrat, ko bo konc karantene, da zdaj more pač nekako preživeti ta čas. Kje pa on je se hvalil, lej, že zdaj sem dobil, haleluja. V tem času, haleluja. Amen? Rec svojemu sosedu, vse ti je mogoče. Reč drugemu sosedu, samo veruj. Druga točka, računajte na nas, haleluja. Ne smem preč peti, če me bo YouTube zablokiral. In cerkev, ta duh mora biti v tebi kot verniku, da računa lahko Bog nate. Amen? Amen? Ful je problem, ko pride karantena in pol, če nimaš močnih temeljev, se zavlečeš v svojo votlino in noben te ven ne more zbezati. Ne, Bog mora vedeti, da lahko računa nate. Amen? Bod človek, Bog lahko računa na ga. Amen? Ne se skrit. Kako lahko Bog računa na te? Je tako, da kad ti reče, poklič to osebo. Pomagi unič osebi. Daj nared to, haleluja. Pejt tja, ti ne rečeš, Bog, a nisi slišal za karanteno, haleluja. Kje ti živiš, Bog? A nisi nič RTV Slovenija spremljal, haleluja. A bi rad, da grem v zapor? Reč, Bog ti lahko računaš name. Dajmo si pogledati Matej 5.16. Matej 5.16. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da vidijo vaša dobra dela in slavijo vašega očeta, ki je v nebesih. Se pravi, kriza je idealen čas, da tvoja luč sveti. In tretja točka, no money, no funny. A ste že slišali to? Se pravi, temelj, govorimo o temelju. In zdaj, ko krize prihajajo, če ti nimaš finančnega temelja, boš zelo težko ful v zmagi hodil. Ko lahko si vesel, sam če za jesti nimaš nož dolg vesel, etko. Lahko si nekaj cajta smej, sam pa te bo treba preveč začel boleti, etko. Pa boš sam še v hrani razmišljal na koncu. Zato Bog hoče, da imaš več, ko rabiš. Kaj je bogatstvo? Da imaš več, kot rabiš za vsako dobro delo. Se pravi, če je Bog samo glih tok, da je zadost zate, to ni ta prav Bog. To je zelo omejena filozofija. Prava filozofija je, da je Bog, ki je več kot dovolj. Zakaj? Da ti še obilo ostane za vsako dobro delo. In dajmo si to pogledati v prvi cerkvi, kako je to delovalo. V apostolskih delih 11, 28 do 30. In ostane eden izmed njih po imenu Agap, ter oznani po duhu, da nastane velika lakota po vsem svetu, ki je tudi, se pravi, v času Klavdija cesarja. Se pravi, prerok v cerkvi, preden pride lakota na cel svet, celi cerkvi to oznan. In cerkev se pripravlja. Poglejmo naslednji citat. Kaj cerkev naredi? Tedaj sklenejo učenci, vsak po svoji zmožnosti poslati pomoč bratom, ki so prebivali v Judeji. To so tudi storili, poslavši starešinam poroka Barnabovi in Savlovi. Se pravi, cerkev, ki je to slišala, se je ful pripravila in učenci so finance vrgali skupaj in so začeli pomagati tem, ki nimajo. A ni to the best? A ni to the best, cerkev? Jaz ti povem, če v finančni krizi smo mi te, ki lahko ljudem pomagamo ven iz stiske, bojo vsi slavili našega Boga. Amen? Pol bo res žetev prišla, haleluja. In vsak te bo ful rad poslušal, če si mu najprej, če si ga nahranil. Vedno najprej pogledaj, kako lahko človeku pomagaš. In zdaj ne govorim samo o denarju, ker ful je blagoslov, če si prijazen do ljudi, če jih pokličeš. Ful ljudi, recimo v karanteni je bilo samih. Da beste, če namesto, da si se sam v sebi smilil, če si ti osamljen, najhitrejš to premagaš tako, da enemu drugemu pomagaš, ko je osamljen. Amen? In kaj se ti bo zgodilo?
ne boš več osamljen, naenkrat boš postal blagoslov. In si kaj je postal? Odprta vrata, nehal si smrdeti, ker če zapreš vrata, se samo sebi smilaš, nimaš dosti, gledaš vse negativno. Odpreš vrata, začneš pomagati, naenkrat Sveti Duh začne teči čez tebe. Haleluja. Nikoli ne biti brez dela. Vedno najti eno stvar, kjer lahko Bogu služiš. Vedno najti eno osebo, ki jih lahko pomagaš. Vedno nekaj mora iti iz tebe ven. Jaz vedno, ko prosim Boga za več, mi vedno govori, daj to, kar imaš. Zakaj? Ker dokler bosta obstajala nebo in zemlja, bo obstajal zakon sejanja in žetve. Haleluja. Če hočeš imeti finančno dober temelj, potem moraš tudi finance posejati. Apostol Pavel govori ljudem, ki imajo denar, da naj se obnašajo, da ga ne bi izgubili. Dajmo si pogledati v 1. Timoteja 6:17. Bogatinom, 1. Timoteja 6:17. Bogatinom v sedanjem svetu zapoveduj, naj se ne prevzemajo. Kaj gre pred padcem? Ponos, haleluja. In kaj te hitrejš naredi ponosnega, kad da imaš malo več denarja? In imaš malo več denarja in takoj misliš, wow, kva sem faca, jaz sem več vreden od tega brata, ki že ful let se trudi in mu nič ne uspeva. Amen? Jaz ful bolj štekam in tako naprej. In samo vprašanje časa, kdaj boš imel težave. Amen? Ker ponos gre pred padcem. Se pravi, to je prva točka. Ne se prevzemati samo zato, ker imaš dosti denarja. Haleluja. In pol naprej prav, niti ne stavijo upa v bogastva negotovost. Se pravi, to je pa druga stvar, ko v času krize ni več upanja v negotove finančne inštrumente. Haleluja. Se pravi, naenkrat lahko imaš, si prišparil ful, lahko imaš nekaj in lahko to več nič ne vreden, ko pride ena kriza. In naenkrat si ful v problemih, ker si v istih problemih, kot vsi ostali, cel drug svet. Recimo, pride en potres, vse ti zruši, zavarovalnica ti ne more pokriti, tako Boris, če bi, ti veš, kaj se s tem ukvarjaš, ampak če bi 80% Slovencem se hiše zrušila, kjera zavarovalnica ti bo to plačala? Je ni. Amen. Drugo je, če zadane samo tvojo ulico. Pol boste vsi dobili denar, ki imate zavarovane hiše. Ampak če zadane na večjem nivoju, pozab, haleluja. In tako naprej. Ampak v glavnem, problem je, ko mi dostikrat zaupamo v svojo plačo, zaupamo v številke na svojem bančnem računu. In v bistvu te številke nam pol govorijo, kaj lahko delamo, kaj ne moramo delati. In to je narobe. Mi moramo dati Boga na prvo mesto. Amen. Vedno daj njega na prvo mesto. Haleluja. To je prva točka, oziroma druga. Prva je ne biti ponosen, druga ne zaupati v denar. Ampak v živega Boga, ki nam deli, poslušaj, da je to, kakšen je Bog. Zaupi namest v negotovost financ, zaupi v živega Boga, ki nam deli vsega obilo za uživanje. Amen. Vprašaj se, a jaz uživam? A uživaš, haleluja? Ti povem, če ne uživaš, bo ful malo ljudi te hotel posnemati. Amen, lahko cel dan govoriš o Jezusu, ampak če si vas mizeren, kdo bo ta zga Jezusa hotel? Ljudje imajo že dosti problemov brez tebe. Etko. V bistvu prej bil ful dobre volje, dokler mu nisi začel utrujati. Amen, začni uživati z Jezusom. Prosim te, haleluja. Tako lahko veš, da zgubljaš duhovno moč, da zgubljaš radost. Naj dobro delajo. Se pravi, to je naslednji korak. Deli dober s tem, kar imaš. Amen. Naj bogatijo v dobrih delih. Naprej, naj bojo radodarni. Se pravi, če bi rad obdržal, kar imaš, bod radodaren. Haleluja. Amen. Mogoče lahko molimo še za to stvar. Oče, pomagi nam, da bomo imeli res močen temelj. Haleluja. Oče, molim, da nas nič ne preseneti. Molim, da naslednja kriza, karkoli se dogaja, tudi če pride osebna kriza v naše življenje, da jo vzamemo z perspektive osebnega odnosa z Bogom. What a privilege to bless, to see. Kakšen privilegij, da lahko blagoslavljaš in seješ. The principle of the kingdom of heaven is the more you give, the more you receive. Ker princip nebeškega kraljestva je, da več daješ, več prejmeš. In hvala za vse, kar prispevate. Ko daješ za Boga, daješ za veseljem, kajti Bog zvestobo nagrajuje. In to, kar prispevate,
vpliva na življenja ljudi so spremenjena, ljudje so ozdravljeni, Božje kraljestvo se širi. Lahko obiščeš našo spletno stran spremi.si, na desni strani tipko Donate in preko PayPala nakažeš sredstva na naš račun. Lahko pa tudi na naš transakcijski račun in svoje sredstva doniraš v krščanski center.